Spoštovani obiskovalci današnje 20. kulturne prireditve Zlata lisička. V ta nedeljski popoldan sta nas s pesmima Šuv tanc in Medvedki popeljala Vid in Gregor Frešer. Prišel je dan, da se ob koncu vseh teh lepih brezskrbnih dni odvije tudi naša kulturna prireditev Zlata lisička. Danes že 20. po vrsti. Kar 2 desetletji šteje, za njo je 20 lepih, s kulturo in zabavo obarvanih prireditev. V prvi vrsti pa je Zlata lisička le podaljšana desnica naše turistično-gozdne učne poti Fuksgraba, kajti ob otvoritvi le-te 17. avgusta leta 1996 smo imeli prvo prireditev Zlata lisička in kar prehitro je minilo teh 20 zlatih lisičk. V tem popoldnevu bomo podelili tudi nagrado za naj balkon, nagrade za raznolikost cvetja na domačijah v vasi, odprli bomo slikarsko razstavo Fuksgraba 2015, slike nastale na slikarski koloniji Fuksgraba v mesecu juniju, so že na ogled tukaj v dvorani Vaško-gasilskega doma. Na koncu prireditve pa si bomo ogledali predstavitveni film o vasi Korovci in občini Cankova, ki je nastal v produkciji Studia Wolf. Posnet je bil v 2 delih, in sicer poleti in jeseni leta 2014 in letošnje poletje leta 2015. Film je dejansko namenjen promociji naše vasi Korovci in celotne občine Cankova. Ogledate pa si ga lahko kadarkoli na spletni strani Turističnega društva Korovci in na spletni strani občine Cankova. Sedaj pa vabim na oder duo Katara, ki nam boste ta popoldan popestrili s pesmima She Will Be Loved in Čas. Beauty queen of only 18, she had some trouble with herself. He was always there to help her, she always belonged to someone else. I drove from miles and miles and wound up at your door. I've had you so many times, but somehow I want more. I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain. Look for the girl with the broken smile. Ask her if she wants to stay a while, and she will be loved. 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 Tap on my window, knock on my door. I want to make you feel beautiful. I know I tend to get so insecure. Doesn't matter anymore. It's not always rainbows and butterflies. It's compromise and moves us alone. Yeah, my heart is full and my door's always open. You come anytime you want. Yeah, I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain. Look for the girl with the broken smile. Ask her if she wants to stay a while. And she will be loved. She will be loved. And she will be loved. She will be loved.
zacelil svet. Čas bo pomlajšal ta planet in ko naju ne bo, ostalo bo ružnato nebo. Čas bo ohranil godlju, vzel bo v usta vrsta hrup in ko naju ne bo, ostala bo duša, ne telo. Potovanja od misli do misli, od mesta do mesta, ta dolga cesta, pričakovanja od tebe do mene, od mene do tebe. Noči brez spanja, dnevi čakanja in zrno upanja. Iskanje drugih načinov za isto počutje, srčno umetje. Čas bo zacelil svet, čas bo pomlajšal ta planet in ko naju ne bo, ostalo bo ružnato nebo. Čas bo ohranil godlju, vzel bo v usta vrsta hrup in ko naju ne bo, ostala bo duša, ne telo. Potovanja od misli do misli, od mesta do mesta, ta dolga cesta, pričakovanja od tebe do mene, od mene do tebe. Noči brez spanja, dnevi čakanja in zrno upanja. Iskanje drugih načinov za isto počutje, srčno umetje. Čas bo zacelil svet, čas bo pomlajšal ta planet in ko naju ne bo, ostalo bo ružnato nebo. Čas bo ohranil godlju, vzel bo v usta vrsta hrup in ko naju ne bo, ostala bo duša, ne telo. Zlata lisička pa je prireditev, ki je dobila ime po naši turistično-gozdni učni poti Fuchsgraba, ki nas spremlja že 20 let, na svojem odru pa je gostila različne kulturne zvrsti, veliko nastopajočih. Sedaj pa vabim na oder še predsednico Turističnega društva Korovci, gospod Danico Wolf. V Korovci se ukvarjamo s turizmom 20 let in to od takrat, ko smo odprli turistično-gozdno učno pot Fuchsgraba. Kljub začetniškim težavam, nepopolni zakonodaji in premajhni pomoči takratne lokalne skupnosti in tako tudi države Slovenije, smo z delom v Turističnem društvu Korovci dosegli to, kar danes predstavlja Fuchsgraba, in lahko povemo, da je prepoznavni znak Korovec občine Cankova tako doma v Prekmurju in tudi širše. Tu so še rastišča podkoloncev, tu domuje štorklja, narava in ljudje še vedno živimo v harmoniji. Vendar, kljub svoji majhnosti, imamo tudi svojo zgodovino, svoje znamenitosti in seveda tudi dogodke podeželskega značaja. V vasi je aktivno družabno življenje, prisotna je kulturna zgodovinska dediščina in vse skozi smo povezani tudi z naravo. In prav ta gozdni kompleks je prišel leta 1992 nazaj v roke rodbine Toplak in na pobudo in željo takratnega lastnika gozda, gospoda Jožeta Toplaka, je bila leta 1996 speljana turistična gozdna učna pot Fuchsgraba. Jože Toplak je takrat vnesel duh turizma v naš kraj, bil je velik ljubitelj narave, idejni oče Fuchsgrabe, človek, ki je vso svoje življenje posvetil razvoju turizma tudi v Prekmurju.
v Sloveniji in vedno si je prizadeval za pospeševanje turizma in ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Za urejenost kraja, skratka, bil je naš mentor. V 20 letih je bilo ogromno postorjenega na sami poti in ob njej. Speljana je po Korovski gori, zato je obnova vedno potrebna, tako ob poti in na njej same. Na novo smo postavili 2 novi postajališči, to je pri Studencu in Preža pri Lisičjih luknjah. Gost je navdihnil tudi pisatelja Milana Detelo, da je veliko pesmi posvetil prav gozdu in jih skupaj z Jožetom Toplakom izdal v pesmaricah pod naslovom Raj domislic in resnic, doživeta razmišljanja in mislih 2 avtorjev. Z imenom Fuchsgraba in Zlata lisička je nedvomno že 19 let povezana tudi slikarska kolonija Fuchsgraba, ki se odvija vsako leto meseca junija in na kateri sodelujejo že prej omenjeni slikarji. V teh letih delovanja je bilo vsega po malem, dobrega in viharnega, lepih in neljubih dogodkov, ki ti dajo kar veliko misliti. Vendar vsi prav dobro vemo, da je lepo živeti v naravi in z njo, zato se v društvu trudimo, da tako tudi ostane. Kot veste, pa praznujemo danes skupaj z 20. Zlato lisičko tudi 80 let igranja na tamburice v Korovcih. Tako je v sklopu Turističnega društva Korovci in v želji po ponovni oživitvi tamburaštva v Korovcih leta 1998 začela z igranjem 3. generacije tamburašev. Vendar najprej malo o zgodovini tamburašev. Tamburaška tradicija v Korovcih je že zelo dolga. Prva tamburaška skupina pod vodstvom Antona Benka je začela s svojim delovanjem daljnjega leta 1935, ki je na mestu Bisernice v skupini igral na violino in bil vsestranski glasbenik. Poleg njega so v tamburaški skupini igrali še brata Anton in Jožef Branšberger, Jožef Gomboc in Jožef Recek. Inštrumente jim je kupil takratni župnijski urad na Cankovi, kajti takratni župnik farne cerkve Zafošnik je bil velik ljubitelj igranja na tamburice in je dal tudi prve napotke iz igranja takratnim našim tamburašem. Ob začetku 2. svetovne vojne so zaradi vpoklica v vojsko z igranjem prenehali in le-te so mirovale do leta 1947, ko je iz ruskega ujetništva prišel nazaj gospod Anton Benko. Tako je začela 1947. leta z igranjem 2. generacija tamburašev. V skupino so sprejeli nove člane, ki so uspešno delovali in bili v takratnih časih zelo iskani. Nastopili so vse povsod po Prekmurju na kulturnih prireditvah, ki so se pa po vojni kar vrstile, na vaških veselicah in prekmurskih svadbah. Z igranjem so nekaj tudi zaslužili, zato so si lahko nabavili tudi nove inštrumente pri izdelovalcu glasbil Melodija v Mengšu. V tej 2. generaciji tamburašev je vodenje skupine prevzel Ferdinand Pinterič. Tamburiška skupina je sodelovala tudi s kulturnim društvom Korovci, kjer je prirejalo dramske igre in tako so skupaj nastopali po vsem Prekmurju, tako da je dramska skupina prispevala igro, tamburaši pa so svojo glasbo in tako poskrbeli za povezavo med prizori. Tako je 2. tamburaška skupina delovala v 90. leta. Imela na to malo premora, dokler nismo v turističnem društvu začutili potrebo po ponovni oživitvi in se tako odločili 3. maja 1898 ustanoviti še 3. generacijo tamburašev. Takrat je bila povprečna starost teh tamburašev 15 let in bili so tako rekoč najmlajša tamburaška skupina v Prekmurju in ena najmlajših skupin v celi Sloveniji. Tako letos julija meseca slavimo 80 let tamburaštva v Korovcih. Skupina 3. generacije šteje 6 fantov in eno dekle. Tako kot obe generacije tamburašev prej, tudi oni igrajo triglasno in na tamburice farkaš sistema. Vodilni inštrument je bisernica, učenje poteka po posluhu, brez not. Inštrumenti so bili v slabem stanju, zato smo se v Turističnem društvu Korovci odločili za nakup nekaj novih pri izdelovalcu tamburic v Veliki Gorici. Tamburaši igrajo vse zvrsti glasbe, ljudske pesmi in tako ohranjajo bogato tradicijo ljudskega izročila.
Izdali so tudi svojo zgoščenko, na kateri je 14 pesmi. V letih, ki so za njimi, so imeli preko 150 nastopov tu doma, v Avstriji, na Madžarskem, preko FAR programa, v Trideželnem parku, v Akademiji znanosti in umetnosti v Ljubljani. Predstavili so se na Radiu Murski Val, Maxi, na TV As, na TV Ideja, na Radiu 1, na Radiu Ognjišče. V željo izvirnosti tamburaštva v Korovcih pa so se nadeli tudi pravo prekmursko ime, to je Veselje Dedole. Tamburaško skupino sestavljajo Marko Wolf Bisernica, Dejan Flisar prvi brač, Daniela Flisar Gergek drugi brač, Dario Krpič tretji brač, Aleš Flisar Bogarija, Matej Gibičar druga Bogarija in Mitja Benkič Berda oziroma Bajs. 80 let igranja na tamburce v Korovcih in tretja generacija tamburaše v Korovcih. Izvolite. Vsako leto do zdaj smo imeli akcijo za Naj balkon in pa cvetje. Komisija v sestavi predsednik komisije Stražišar Branko, potem članica komisije Antolin Nina in članica komisije Žilevec Jasmina ter Danica Wolf smo opravili nekakšen sprehod po vasi in prišli do naslednjih ugotovitev. Prvo mesto v kategoriji Naj balkon prejme balkon gospe Helene Marič. Se ne uši. Županja izkoristil priliko. Te pa prosim gospoda župana, če pride se k meni, zato ko so tako vse ženske, pa da bole veselo. Kako sem že prej omenila, sta dve kategoriji. Ena je za Naj balkon, druga je pa kategorija cvetje. Kategorija cvetje pomeni, kot že veste, za posaditev raznolikosti cvetja pri domačiji in pa seveda tudi za urejenost celotne domačije. Letošnje leto je bilo tako. Tretje mesto si delita domačiji gospe Ivanuša Dragice in pa Anice Gibičar. Jaz najprej čestitam župan, da je pokašil. Koliko ne bo duplejrala. Hvala za urejenost. Drugo mesto prejme domačije gospe Anice Krpič. Dario, zdaj ga izkoristim šanso. Pozdravi, dobro. Ja. Prvo mesto pa prejme gospa Zlatka Kočar za urejenost
kompletnega gostinskega objekta, to je okrepčevalnica pri Zlatki, za čisto 10. Kako vidimo, je Nega, ki ima polno dela, pa ji bomo nagrado izročili kasneje. Hvala, gospod župan, za sodelovanje. Prosim pa, da se nam na odru pridruži Neža, ki nam bo deklamirala pesem Toneta Pavčka, Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. Tone Pavček, ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. Spomladi do rožne cvetice, poleti do zrele pšenice, jeseni do polne police, po zimi do snežne kraljice. V knjigi do zadnje vrstice, v življenju do prave resnice, v sebi do rdečice, čez eno in drugo lice. A če ne prideš ne prvič, ne drugič, do krova in pravega kova, poskusi vnovič in zopet in znova. V tem nedeljskem popoldnevu pa odpiramo tudi 19. slikarsko razstavo Fuchsgraba. Slike, ki so danes razstavljene, so nastale na našem skupnem druženju 6. junija 2015 na 19. slikarski koloniji Fuchsgraba, v katere se je udeležilo 14 slikarjev iz naslednjih likovnih sekcij. Člani likovne sekcije Likos Murska Sobota, člani likovne sekcije Mozaik pri Društvu upokojencev Murska Sobota, članice likovne sekcije Mavrica Murska Sobota in člani likovne sekcije Ludvik Vrečič iz Cankove. But I stand California with my toes in the sand. Use the sleeves on my sweater. It's having an adventure. Hitting the clouds, but my gravity center. Touch my neck and I'll touch yours. You and those little high-waisted shorts. Oh, she knows what I think about. What I think about. One love, one house, one love, one mouth. No shirt, no blouse, just us, you find out. Nothing that I wouldn't want to tell you about, no, 'cause it's too cold for you here and now, so let me hold both your hands in the holes of my sweater. If I may just take a breath away, I don't mind if there's not much to say. Sometimes the silence guides away, so move to a place so far away. The goosebumps start to break the minute that my left hands meet your waist. And then I watch your face, put my finger out of town 'cause I love to taste. Yeah, leads heart to door, everyone other beats hardest for. Inside this place is warm, outside it starts to pour. Coming down, one love, two mouths, one love, one house. No shirt, no blouse, just us, you'll find out. Nothing that I wouldn't want to tell you about. No, 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 'cause it's too cold for you here and now, so let me hold your hands in the holes of my sweater. Cold for you here and now, so let me hold your hands in the holes of my sweater. The holes of my sweater. Whoa, the holes of my sweater. Turistično društvo Korovci, turistična gozdno-učna pot Fuchsgraba, slikarske kolonije Fuchsgraba, slikarske razstave Fuchsgraba, Vaška galerija, vse to živi, obstaja, se odvija in deluje v Korovcih že skoraj 20 let. Tamburaška skupina pri turističnem društvu Korovci veseli dodole že dobrih 17 let in vse to je v naši skupni občini Cankova. Ob tej priložnosti vabim gospoda Draga Vogrinčiča, da spregovori nekaj besed. Spoštovana predsednica Turističnega društva Korovci, gospa Danica Wolf, spoštovani
član občinskega sveta, gospod Gregor Frešer, občanke in občani, spoštovane vaščanke, vaščane Korovec, dragi otroci, cenjeni gostje, dragi prijatelji. Tako bom povedal, srce mi igra in duša mi poje, čeprav se nisem mogoče dobro pravilno zribalo, ko sem poslušal vse te nastope, ki sem jih doživeli, od Nuše do glasbenic, do naših tamburašev in do vseh, ki ste tukaj nastopali. Moje srce igra in duša mi poje, ko gledam tudi te lepe slike, vas, spoštovani, dragi prijatelji, likovnih sekcij, ki tudi v okviru te prireditve z nami sodelujete. In draga predsednica Danica Dovole, Korovce niso majhna vas, kajte v modri knjigi piše, ne boj se mesto, čeprav si ti maljal nekje na Jutrovem, tvoj glas se bo slišal daleč naokoli po svetu. V svoji kronologiji 20-letnica življenja Fuchsgrabe si povedala, kako daleč se je slišal glas Korovec, kako daleč se je slišal glas vsega tega dogajanja z Fuchsgrabo in kako daleč se je slišal in se sliši glas tega, kar danes nastopate, od tamburašev in vseh tukaj zbranih. Čital sem, pred 4000 leti so tukaj živeli ljudje, že v bakreni dobi ali pa prej, kajte vedno so ljudje iskali svoje življenje tam, kjer je bila voda. In še danes je ta voda kučnica, ki je tudi v interesu in dolžnosti občine Cankova in vseh tistih, ki so odgovorni krajinskega parka na tem Goričkem, da bo postala mogoče še bolj prijazna, še bolj urejena. In tudi potoček ali voda iz Fuchsgrabe se steka v to kučnico. In Korovci niste majhna vas, kajte vse to, kar se tukaj dogaja, je nekaj veličastnega in velikega. Zato vam gre vsem zahvala. Spomnim se pa mojega prvega srečanja, okoli 90. leta, kakšno leto poznej, ko sem srečal gospoda Jožefa Toplaka pri Kozalini. Takrat še nisem bil župan. Sva se pa ujela takoj, ko sva govorila o enakih vrednotah in o enako temo, kar prisluškujejo naša srca. To se pravi, da ptičje petje, da zvok vetra je simfonija, ki ne more pričarati nobeno glasbilo in noben današnji medij. Zahvala za to, da so sledili temu, kar so prej malo se prešepetavala z gospod Danico. Če nekaj delaš z veseljem in z ljubeznijo, potem boš vedno zmagal. Potem ne govori o krizi, o politiki, o financah. Delaj to srcem in z ljubeznijo. In to ti, spoštovana predsednica, in vsi vi v Korovcih delate. Zato gre vsem zahvala. Zahvala tistim, ki več med nami ni in so to prispevali in so nam tudi v naša srca in v naše duše to posejale. To ljubezen do narave, do kulture, do lepega. Zahvala, drage korovske gospe in korovčari, ker dejansko tisti, ki so danes dobili priznanja za najlepše balkone, najbolj razsvetene, vem, da je bila izbira težka. Korovci so čudovita vas. Jaz se tako rad se vozim službeno parkrat in me to vedno nagovarja. Ta lepota in tudi ti balkoni, cvetoči balkoni. Kajti tisti ljudje, ki ljubimo, imamo radi lepoto, ki ljubimo življenje, naravo, nas imajo tudi rade rože in tudi zato vam, drage korovčake, tako lepo uspevajo. Za vašo skrbjo, za vašo ljubezni, vaše balkone. Hvala vsem, ki ste danes prijeli priznanja, hvala vsem, ki ste prejšnji leti prijeli priznanja in hvala vsem, ki boste še prijeli priznanja. Ne smejo pozabiti tudi tamburaše. Pred 80 leti so se neki naši dedeki in babice ali pradedeki sledili svojemu srcu, da so to lepo glasbo pričarali in da imamo tudi naše dedole, ki naprej igrajo. Hvala tudi tebi, spoštovani Marko Wolf in vsi, ki ste delali, da ste napravili ta filmček, ki ga bomo na koncu videli, ki predstavlja naselje Korovci in občino Cankova. Spoštovane in drage prijateljice, občanke in občani, dragi otroci, tako dolgo, ko bomo v svojih srcih gojili ljubezen do lepega, plemenitega, kulturnega, človeškega, naravnega, tako dolgo bomo imeli upanje, veselje in tudi prihodnost, ne samo občine Cankova in Korovec, tudi sveta. Hvala lepa in vse dobro. Hvala gospodu županu, na oder pa vabim še enkrat vesele dedole.
Veter nemirni mi svojo ponuja roko. Prosi me angel, ki ve za vse to. Dan se prebuja in trave čarobne cveto. Jaz pa ne morem brez tebe več tja. Strah me je tiste samote na klopi za dva. Nisem še kamen, ki mrtev leži. V meni spi ptica, ki misel na te budi. Ptica mojih želja, bela vrana srca. Ptica mojih želja, bela vrana srca. Poglej me v oči, vzemi dotike, prisluhni utripu krvi. Pusti spomine, ne gledaj